Kakšne so vaše izkušnje pri poslovanju z iranskim trgom? Ja, torej prihajam iz podjetja Ferro Črtalič, ki se ukvarja z tehnologijami obdelave površin in smo pred kakšnim dobrim letom navezali prve kontakte, obiskali Iran in tudi ugotovili, da imamo zelo velike možnosti, ker je trg še relativno nerazvit in potrebuje tudi tovrstne izdelke. Izkušnje so zaenkrat še v povojih, imamo neke povezave z organizacijskimi družbami v Iranu in tudi z poslovnimi oziroma z našimi bodočimi možnimi partnerji, tako da se resno pogovarjamo o nekem, bi rekel, zastopanju naše firme dol in prodaji naših izdelkov in prenosu tehnologije. Problemi, ki jih imamo, so zdaj v tem momentu predvsem organizacijske narave in pridobivanja viz za naše iranske partnerje. Tako da smo malo razočarani na tem, da lahko druge države, kot je recimo Italija v našem konkretnem primeru, dobi vizo za iranskega partnerja zelo enostavno, mi pa v bistvu smo po večkrat zavrnjeni in to nam seveda otežuje naše kontaktiranje. Nameravamo se decembra meseca udeležiti enega večjega sejma. Tudi tukaj smo že naleteli na prve probleme, kako spraviti robo dol, kako vse skupaj to, bi rekel, papirnato urediti, ampak upam, da nam bo uspelo. Če ne, bomo pa zaenkrat samo z marketinškim materialom in si probali odprti tudi to tržišče, ki je eno od zelo perspektivnih. Pred leti smo osvojili tržišče Turčije in ta isti model bi želeli zdaj prenesti tudi na iranski trg, ki je praktično država enako velika, pa mnogo bolj na način zaostala na tehničnem področju.